Razgledi in razmisleki. Na Portugalskem ali v Angoli verjetno redko kdo izmed mlajših še ni slišal za angolsko elektronsko glasbeno zvrst Kuduro ali skupino Buraka Sound Sistema, ki je to zvrst modernizirala in popeljala po svetovnih odrih. Eden izmed ustanovnih članov te glasbene skupine je leta 1978 v Angoli rojeni pisatelj, pesnik, publicist in glasbenik Calaf Epalanga. Preden je postal polnoleten, se je pred državljansko vojno umaknil na Portugalsko in tam se je začela njegova glasbena in pisateljska kariera. Ob njegovem gostovanju na festivalu Dnevi poezije in vina sva se pogovarjala o Kuduru, house glasbi geta, kot ga je poimenoval v svojem romanu Tudi belci znajo plesati. Ob Kuduru pa sva se dotaknila tudi njegove poezije in Angole. Ker sva se pogovarjala v radijskem studiu v Ljubljani, pa sva začela z Ljubljano. Za hip jo namreč omenil v svojem romanu Tudi belci znajo plesati, ko je ena izmed pripovedovalk, učiteljica kizombe Sofija, pove, da je zaradi poučevanja plesa obiskala številna mesta, tudi Ljubljano. Vprašala sem ga, odkot torej Ljubljana. Sou fascinado por alguns países, algumas cidades da Europa do Leste. Navdušujejo me nekatere države in nekatera mesta vzhodne Evrope, saj sem v otroštvu odraščal s tem imaginarijem. Videl sem jih na televiziji, o njih slišal na radiju. Seveda nisem razumel niti besede, toda šlo je za nekaj, kar so prinašali s seboj v Angolo tudi moji strici in starejši bratranci. Številni so namreč odšli študirati v države, ki so nekdaj pripadale Sovjetski zvezi, pa tudi Jugoslaviji. Ta je bila prav tako zelo navzoča v našem imaginariju. Na to regijo smo se referirali, o njej govorili, poznali smo njen kontekst. In Ljubljana je čudovito mesto. Tudi ime je čudovito, zveneče. Malce sem že raziskoval tudi etimologijo te besede, a sem se dokopal do različnih informacij. Nekateri pravijo, da izvira iz latinščine, drugi pa, da ima neki drug slovanski izvor. Razlog, zakaj sem omenil Ljubljano v romanu, je to, da mi je všeč in čutim, da so države vzhodne Evrope na neki način povezane z zgodovino Angole. Por gostar e sentir que os países do leste meio que fazem parte da nossa história, da Angola também. V tem romanu ste zapisali močan, zelo poveden, skoraj deklarativen stavek. Moja izkušnja izseljenca je to, kar daje smisel mojemu umetniškemu izrazu. Eu comecei a criar, comecei a escrever fora de Angola. Začel sem ustvarjati in pisati zunaj Angole. Ko sem se začel počutiti kot priseljenec, ko sem sam pri sebi odkril pomen te besede, sem začutil nujnost in potrebo, da o tem pišem. Prvič zato, da ohranim spomine na kraj, iz katerega izviram, drugič pa zato, da postavim v kontekst in osvetlim vlogo in položaj afriških preseljencev v Evropi. Hkrati sem vedno imel občutek, da imajo ljudje o Angoli nekakšno romantično predstavo. Iz nje so prihajali na Portugalsko priseljenci, še preden so jih tako imenovali, in sicer so prišleke iz Afrike, iz nekdanjih kolonij, imenovali retornados, povratniki. Ti so bili prvi val priseljencev, ki je leta 1975 prispel na Portugalsko. Sicer so začeli prihajati že prej, leta 1974, toda največ jih je prišlo leta 1975. Potem je sledil nov val v 80. letih, nato v 90. Po letu 2000 pa se je priseljevanje nekoliko umirilo. Vedno pa je bila, vsaj pri tisti prvi skupini povratnikov iz leta 1975, navzoča zelo romantična predstava o tem, kaj je sodobna Angola. Gojili so predstavo o plažah in lepem vremenu. Šlo je za eksotizacijo in to me je motilo. Zdelo se mi je, da ne vidimo resničnosti, kakršna je, zato sem začutil potrebo, da začnem pisati. Da stopim v dialog s to resničnostjo. In tako je
priseljenstvo postalo del moje pripovedi in mojega ustvarjanja. Začel sem se posvečati tem temam, tem vprašanjem. Parte da minha narrativa, parte da minha obra passou a tocar esses temas e esses assuntos. V eni izmed vaših pesmi, ki so prevedene v slovenščino, Huambo, pišete o svojem dedku, o Angoli, identiteti izseljenca. V prvem delu svojega romana, v katerem ste prvoosebni pripovedovalec vi sami, se prav tako zdi, da vaše življenje močno vstopa v literaturo, da se približujete autofikciji. Se strinjate? Radi dopustite, da vaše življenje prodira v vašo umetnost? Não particularmente. Não foi. Eu não gosto particularmente de falar sobre mim. Ne posebno. Ne govorim rad o sebi, vendar sem čutil, da moram. Zamisel za knjigo se je rodila iz pogovora s pisateljem Josejem Eduardom Agualuzo, ki me je intervjujal na nekem literarnem sejmu v Braziliji. Med pogovorom me je spraševal različne stvari o Angoli, o moji glasbi, o tem, kar počnem. In takrat sva oba ugotovila, da ljudje izjemno slabo poznajo Angolo in njeno glasbo, v katero sem bil vpleten oziroma smo bili vpleteni s skupino Buraka Som Sistema. In to v Braziliji, ki je tesno povezana z Afriko, s katero jo nenazadnje veže tudi portugalski jezik. Kljub vsemu temu je torej vladalo veliko nepoznavanje. Ko sva se z Agualuzo potem skupaj vračala v Lizbono, mi je na potovanju rekel: Kalaf, mislim, da bi moral napisati biografijo Kudura. Mislim, da mora svet spoznati to glasbo, spoznati mora, kaj Angola ustvarja na glasbenem področju. V tistem obdobju sem bil na turneji s skupino in nisem imel časa potovati v Angolo, v kateri bi moral raziskovati, opraviti intervjuje in se pripraviti na pisanje. Ampak v meni je ostala želja, da bi napisal biografijo Kudura, ker sem se močno strinjal s tem, da manjka knjiga, ki bi se posvečala tej temi. Še bolj sem bil motiviran, ker so mi zelo všeč glasbene biografije. V Braziliji ima ta žanr zelo močno tradicijo. V navdih mi je bila knjiga z naslovom Karneval v ognju, avtorja Ruja Castra. Gre za čudovito knjigo, ki je nekakšna biografija karnevala v Rio de Janeiro. Še prej pa je avtor izdal knjigo Dovolj je saudada, ki pripoveduje o glasbeni zvrsti bossa nova. Naj omenim še knjigo But Beautiful Jeffa Dyerja, v kateri pripoveduje o džezu. Dyer v literarizirane biografije znanih džezistov vpleta zgodbe običajnih ljudi, tistih, ki so v zakulisju, na robu, toda vpleteni v pomembne dogodke, bodisi znamenito ploščo ali koncert. Recimo, če si predstavljamo zgodbo iz perspektive tonskega mojstra, ki je razpostavil mikrofone po studiu, v katerem je Miles Davis posnel Kind of Blue. Take stvari me navdušujejo. In tako lahko napišeš biografijo nekoga ali nečesa ter hkrati dodaš še eno plast resničnosti, ki bralca sicer ne bi dosegla. Kot če bi kdo napisal na primer biografijo Tita iz perspektive njegovega kuharja. Taki pristopi se mi zdijo zanimivi. V tistem obdobju sem potem čutil, da četudi nisem zelo nadarjen glasbenik in ne plešem posebno dobro, sta moja zgodba in odnos s Kudurom zanimiva. Zanimivo mi je bilo opazovati sebe v odnosu do te zvrsti glasbe. Kako sem prišel do nje, kako me je navdihnila, motivirala. Iz tega razloga sem se spremenil v enega izmed 3 pripovedovalcev romana. Vzel sem svojo biografijo oziroma del nje in ji dodal malce fikcije. V resnici se ni vse zgodilo tako kot v romanu. Čutil sem, da se nekdo kot jaz, ki ljubi poezijo, ki ga zanima književnost, ki sodi v srednji razred in živi v Evropi, ne bi prvenstveno identificiral s to glasbo. Kuduro je namreč nekaj surovega, nekaj, kar prihaja z ulic predmestij Luande. In zdelo se mi je zanimivo, kako bi ljudje gledali na Kuduro, če bi o njem pripovedoval z glasom nekoga, ki je tak kot jaz. Se ela fosse contada pela voz de uma pessoa como eu.
Omenila sva že glasbeno skupino Buraka Sound Sistema. Odlomek iz znane skladbe Kalemba imava tudi za glasbeno podlago. Skupina je zelo uspela, na neki način je modernizirala kuduro, ga popularizirala, popeljala po svetovnih odrih. Leta 2016 je prenehala ustvarjati, prebrala pa sem, da ste se spet združili. Prav koncert. Sem koncertu. Sem koncert. Vendar samo za en koncert. Škoda, pa vendar zanima me, kako bi nekomu v Sloveniji razložili, kaj je kuduro. Nekomu, ki še ni slišal za to, o čemer pišete v romanu, ki ne pozna tipičnega plesa, ki spremlja kuduro, ki se ne zaveda politične razsežnosti, zvrsti in kulture, ki se je razvila okoli te glasbe. Primeiro, é importante entender o contexto onde o kuduro nasceu, não é? Najprej je pomembno razumeti kontekst, v katerem je kuduro nastal. Govorimo o koncu 80. in začetku 90. let. V Angoli je bila državljanska vojna in mladina je čutila frustracijo, ker se ni mogla svobodno razvijati in sanjati, kot se pričakuje od mladih. V tistem obdobju so spremljali, kaj se dogaja v popularni in elektronski glasbi po svetu. To je bilo obdobje, ko sta tehno in house pridobivala vedno večjo veljavo. In neka skupina mladih Angolcev, ki so že imeli močan stik z zukom in kizombo, si je prizadevala ustvariti nekaj novega. To pa je nastalo ob dialogu z drugimi podobnimi glasbenimi žanri z karibskega otočja. Angolska glasba ima veliko podobnosti z vrstmi, kot sta merengue iz Dominikanske republike ali kumbija iz Kolumbije, pa tudi sambo, saj jo vežejo močne niti z glasbo, ki nastaja v Braziliji. Ves glasbeni kontekst elektronske in plesne glasbe je torej mlade v Angoli spodbudil k temu, da so želeli sodelovati in ustvariti kaj podobnega. Seveda pa v našem slogu, na naš način delanja glasbe, z našimi ritmi, v naši maniri. In rodil se je kuduro. Začetek zaznamujejo različne osebnosti. Dejavna sta bila recimo glasbenika Chico Viegas in Tony Amado. Prav Tony Amado je bil tisti, ki je v svojih pesmih nekako skoval izraz kuduro. Chico Viegas, Tony Amado. Então, Tony Amado foi a pessoa que, de certa forma, até cunhou o termo kuduro, uma das suas canções. Kuduro je sestavljen iz dveh besed, kaj ne? Ku pomeni zadnica, duro pa je pridevnik in pomeni trden. Rabo duro. E o Tony Amado... Trda zadnica, da. Tony Amado je dobil idejo za poimenovanje ob gledanju Jean-Clauda Van Damme v filmu Kickboxer. V filmu je prizor, ko Jean-Claude Van Damme v baru zelo slabo pleše. Boke ima negibljive in skoraj kot da ne zmore pomigati z zadnico. Ta prizor je navdihnil Tonija Amada, da je ustvaril plesne korake. Kudura si skoraj ni mogoče predstavljati brez plesa, ki je povezan z glasbo. Rodila sta se hkrati, glasba in ples. In potem je stvar eksplodirala. Kuduro je postal fenomen, ki so mu vsi poskušali slediti. Gre seveda za glasbeno zvrst, ki ni popolnoma ločena od drugih po svetu. V njem najdemo nekaj tehna, nekaj hausa, nekaj breakdansa, nekaj sukusa iz Zaira oziroma Konga in tudi nekaj tradicionalne angolske glasbe in ritmov. Iz vse te mešanice je nastala posebna angolska elektronska glasba, ki rečemo kuduro. Deu essa música eletrônica angolana, muito especial, que se chama kuduro. Za vas osebno je kuduro zelo pomemben. O tem ne nazadnje pišete v romanu Tudi belci znajo plesati. Kuduro vam je pomagal preživeti na Portugalskem, kaj ne? Claro, consegui pagar contas com o kuduro. Consegui viver. Seveda, s kudurom sem si lahko plačeval račune. Uspelo mi je živeti od njega, z njim sem potoval po svetu in spoznal številne države. Uspelo mi je torej živeti od dela v kulturi. Mogoče je živeti tudi od književnosti, vendar mislim, da je vsekakor lažje živeti od glasbe kot od književnosti. É mais fácil viver da música do que literatura, certamente. V romanu ste razširili glasbeno področje. Ne pišete samo o kuduru, temveč tudi o številnih drugih glasbenih zvrsteh, na primer o tehnu iz Detroita, fadu, sambi. V tretjem delu romana, v katerem zgodbo prvoosebno pripoveduje norveški obmejni policist, ki vas zadržuje v priporu zaradi potnega lista, ki je pretekel, pripovedujete tudi o glasbi na Norveškem.
A música está toda ela interligada, não é? Vsa glasba je medsebojno povezana. Narisati je mogoče usporednico med jazzom in tehnom. Ni očitna, ampak obstaja. Glasbenikom jezik glasbe omogoča prepoznavanje vzorcev, ritmov in vplivov. Tako je potem mogoče tudi najti podobnosti med jazzom in glasbo iz Malija ali iz Severne Afrike. Glasbeniki, ki jih zanima zgodovina glasbe, zelo pogosto iščejo take povezave. Prav zato sem čutil, da je pomembno govoriti o Kuduru tako, da ga ne ločim od drugih glasbenih tokov, tistih, s katerimi se Kuduro neposredno medsebojno oplaja, in drugih, ki so bolj oddaljeni, a je vseeno pomembno, da jih postavim v medsebojno razmerje. V glasbi se namreč ne da uživati izključujoče. Če vam je všeč ena glasbena zvrst, sta vam najbrž poleg nje všeč še 2 ali 3. Vsaj jaz si ne morem zamišljati glasbe, ki ni v odnosu z drugimi zvrstmi. Naprimer, o Kuduru ni mogoče govoriti, ne da bi omenili kizombo, čeprav se zdi, da sta si diametralno nasprotna. Kizombo plešemo objeti, v paru, pri Kuduru pa gre za individualni ples. Vendar obstaja podoben ritmični vzorec, ki je v Kuduro prišel iz kizombe. Omeniti pa moram še družbeni kontekst. Kuduro se je rodil in razcvetel v krogu ljudi kizombe. V klubih, rezerviranih za kizombo, se je v kakšni noči pojavil trenutek za Kuduro. Ljudje so naredili krog, najbolj razposajeni plesalci pa so šli na sredo in odplesali vse tiste osupljive korake značilne za Kuduro. Vse to se je dogajalo v okviru kizombe. Tudi ko je buraka som sistema že obstajala in bila uspešna, si moral zelo iskati, če si želel najti v Lizboni klub, v katerem bi od večera do jutra vrteli samo Kuduro. V Luandi so sicer že bili tanki prostori in večeri namenjeni samo Kuduru. Zdaj je v modi tudi Afro House, ki je prav tako tesno povezan s Kudurom, ampak na začetku smo Kuduro lahko slišali v klubih kizombe. Mas naquela altura, não, era nas discotecas de kizomba que íamos ouvir Kuduro. V drugem delu romana je prvoosebna pripovedovalka, učiteljica kizombe Sofija, ki se poroči z vami zaradi dokumentov. Romaneskni lik Kito vpraša Sofijo, zakaj Kuduro ni postal nekaj velikega. In Sofija odgovori, da predvsem zato, ker ga nihče ne razume. Kje je Kuduro danes, potem, ko ste leta 2017 izdali ta roman, ko je leta 2016 Buraka Sound Sistema prenehala ustvarjati glasbo in nastopati in ko je leta 2022 umrl slavni kudurist, angolski glasbenik Nagrelja? O Kuduro continua a expandir-se, continua a evoluir, continua a crescer. Kuduro se še naprej širi, še naprej razvija in raste. Hkrati pa obstaja težava, ki prehaja meje Angole, saj je značilna za vse države, ki jih imenujemo PALOP, torej vse afriške države, v katerih je uradni jezik portugalski, in to je dejstvo, da te države svet zelo slabo pozna. V te kraje ne zaide veliko turistov, v njih ni glasbene industrije, ki bi spodbujala svoje najbolj nadarjene glasbenike, da bi potovali po svetu in širili svojo kulturo. Toda zaradi YouTuba in spleta glasba vseeno najde pot in se ji uspe širiti. Po mojem mnenju je v Angoli Kuduro še vedno najmočnejši glasbeni izraz, ki mu najbolje uspe izraziti, kaj pomeni biti Angolec. Zagotovo je kizomba edinstvena in brez dvoma je semba balzam za dušo, semba zdravi. Toda Kuduro nosi v sebi nujo, željo, da povemo in pokažemo svetu, kdo smo. So trenutki, ko uspemo. Vsako leto nastane kakšna nova uspešnica. Mas todos os anos há sempre hit novo de Kuduro. Verjetno je največji uspeh skupine Buraka Sound Sistema dosegla skladba Hangover Ba 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 oziroma po slovensko Maček Ba Ba Ba. Kuduro ima zelo izrazit, močan, tipičen ritem, kot lahko tudi slišimo. Kako pa je z ritmom vaše poezije? Razmišljate o ritmu pesmi, ko pišete? Sim, eu continuo a escrever muito para a música, então consigo... Razmišljam.
čeprav še vedno pogosto pišem tudi besedila za glasbo. In besedila, namenjena uglasbitvi, imajo v mojem opusu specifično mesto. V poeziji pa si dovolim pluti drugam, tja, kjer imata pomen in sporočilnost besed večjo težo kot njihov ritem. Še vedno se ukvarjam z glasbo, četudi ne hodim na turneje, in ima Borakason sistema trenutno odmor. Še naprej ustvarjam glasbo, še naprej pišem za številne glasbenike in sodelujem z njimi. In pri tem delu je ritem zelo pomemben. Pri moji poeziji in prozi pa se poskušam osredotočati na pomen, na zgodbe, na pripoved, bolj kot na ritem. Je pa to nekaj naravnega, še posebno, če pomislim na ritem v portugalščini. Zdi se mi, da že same besede nosijo s seboj specifično ritmično zaporedje. Podobno kot morda tudi slovanski jeziki, imamo v portugalščini številne šeje, ki na neki način ustvarjajo ritem. Sim. Isso dá certo ritmo de alguma forma. Torej, poezija vam omogoča nekaj, česar vam ne omogoča ta glasba ali proza. Sim, o meu ser poético é muito mais... Moj pesniški jaz je na neki način veliko bolj zračen. Rad se gibljem v prostoru poezije, v katerem so vonji, barve in vzdušje pomembnejši od neposredne zvočnosti besede. To prihranim za glasbo. Če dam za primer skladbo naše skupine Borakason sistema z naslovom Hangover, ba, poudarek celotne skladbe je na ritmu. Zelo smo pazili na to, kako bomo uporabili besede, kot da bi bile bobni. Redko se zgodi, da bi kaj podobnega poskušal prevesti v književnost. V svojih literarnih besedilih se poskušam ozirati drugam, tja, kamor z glasbo ne morem priti. To je prostor, ki ga zahtevajo barve in pomeni bolj čustvenih stvari. Tudi odnos z bralcem je drugačen. Drugačen odnos imamo s tistim, ki nas bere, kot s tistim, ki nas posluša. Poskušam torej nekako ločiti ti poti. Bolj zvočno, ritmično besedo ponesem v glasbo, bolj sansko, bolj zračno, pa v književnost. E a palavra mais onírica, mais aérea, levo para a literatura. V slovenščini imamo žal priložnost brati samo 3 vaše pesmi, ki jih je Barbara Juršič poslovenila ob vašem gostovanju na festivalu Dnevi poezije in vina. Te 3 pesmi so, lahko rečem, zelo angolske. Iz njih veje Angola, ne Lizbona, v kateri ste živeli približno 20 let, ali Berlin, v katerem živite danes. Porque eu acho que há poetas maravilhosos em Lisboa e em Berlim. Drži. Mislim, da v Lizboni in Berlinu živijo čudoviti pesniki. No, to ne pomeni, da v Angoli ni odličnih pesnikov, vendar imam občutek, da Angolo svet zelo slabo pozna. In ker imam sam privilegij, da lahko objavim to, kar napišem, čutim, da moram zgodbe iz Angole razširiti v svet. S svetom moram deliti kraj, iz katerega prihajam in ki je zelo poseben. O lugar onde eu venho, que é muito especial. Pomeni za vas kot pisca to tudi breme, pritisk, da morate biti kot nekakšen kulturni diplomat, ataše, ali pa ste v tem svobodni? Eu acho importante nós nos conhecermos. Eu acho importante nós... Mislim, da je pomembno, da se med seboj poznamo. Pomembno je, da vemo, kaj se dogaja v vsakem kotičku sveta. Človeška izkušnja je bogata, takrat, ko se oplaja z drugimi, kaj ne? Ko lahko zaobjame druge občutke, druge načine gledanja na stvari. V pogledu vsakega posameznika je namreč vedno resnica. V Aziji, na primer, obstaja nekdo, ki ima svoj enkraten, rahločuten odnos do življenja, do vesolja. In temu se lahko približamo in vstopimo vanj o pomoči glasbe, filma, književnosti. To je tisto, kar iz nas dela človeška bitja, ki prebivamo na tem planetu. Kot velik privilegij kulture in velik privilegij umetnosti razumem to, da lahko kar največjemu številu ljudi približata dojemanje sveta, ki je lahko tako zelo drugačno in oddaljeno. É poder, fazer essas sensibilidades tão diferentes, tão distintas, chegar ao maior número de pessoas possível. Obrigada então para a conversa. Obrigado eu.